Kaj pa bi rekel, da tisti ljudje, ki so ti želeli pomagati, mogoče pred komuno, zakaj so bili neuspešni? Predvsem z tega vidika, kakšen je nasvet bi ti zdaj dal, če lahko sploh temu tako rečeva, nekomu, ki pozna nekoga, ki se bori s kakršnokoli odvisnostjo? Kako bolj prav postopati? No? Ja, zdaj nekaj že lahko rečemo na to temo, recimo, ne, ampak to ni odgovor v enem stavku, bi pa to bilo treba narediti, ker ne. Ker vsaj kar se mojih odgovorov tiče, ne, zdaj, če ima kdo drugačne, super jih bo lahko ponudil, ne, ampak sam sem potem, ko sem zapustil komuno, nekaj časa pač s trebuhom za kruhom, različne stvari počel, ampak na koncu sem potem poleg študija sociologije pa pedagogike se sočasno lotil še študija psihoterapije. Zato, ker me je končno sem nehal gojiti predsodek do nekega formalne oblike nudenja neke opore, recimo, ali pa neke svetovalne opore, ali pa skupaj hoditi z nekom, ko išče pač odgovore v nekih bolj stresnih momentih svojega življenja ali pa v nekih večjih stiskah in tako dalje. Ne? Ker ta komuna je bila zelo tak, bi rekel, individualizirana izkušnja, nestrokovna, bi se reklo, v tistem obdobju mogoče celo ta razkol ali pa razkorak med stroko pa med prakso bil kar neugoden, ne? So osebe, ki so v tem trenutku zelo aktualne v našem javnem življenju, ne, ker sem si prav rekel, preden prijem, ne bom se igračkal s tem, ker je bilo prav zanimivo povedati, kakšne so bile izkušnje z nekaterimi osebami, ki jih je Facebook, pa tudi dejansko naš prostor poln zdajle, ampak mogoče kaki kolumni ali pa kaj takega rajši, In takrat se mi je upiralo stopiti na drugo stran, kot sem si to razlagal. Ne. Se mi je zdelo, da tam vse tista pričakovanja, ki so, vse tiste zahteve, ki so, da postaneš, da se kot strokovnjak podaš na to področje, da so preveč uničujoče, da bojo spraznile ta nabor živih, pomembnih izkustev, ki sem jih sam nekako čutil, da jih nosim s sabo, pa jih lahko podelim z ljudmi. Ne? S tem, da potem sem s časom ugotovil, da tudi na področju psihoterapije, če hočemo, je cela paleta različnih modalitet in razumevanj človeka in tudi sodelovanja z ljudmi, ki iščejo pomoč, recimo. In tako, da sem potem v realitetni terapiji res mi je sedlo ko ata na mamo, ne? Nekako zelo blizu prišlo. Razumem, ko mi kdo reče, to je taka zelo plehka, neka simplifikacija vsega skupaj, pa tako, ampak stvari so toliko globoke, koliko jih globoko razumemo. Za mene je bila taka ena super stvar, s katero sem si lahko tudi malo zbral svoje sile, znanja, jih zorganiziral za to pomoč. In ko praviš, kako pristopiti, s tem sem hotel reči, ko sem se za ta študij odločil, sem se odločil tudi, da bom dovolil ljudem, da pridejo k meni in skupaj z mano iščejo odgovore. Pri tem je bilo sploh v štartu zelo dosti odvisnikov. Z vsakim od njih sem se podal, ali pa vsako družino, ali pa vsakim od njih na neko pot in dobena teh poti ni bila ista. Dejansko ne bi mogel preslikati. Tako da v tem podrobnem smislu ali pa konkretnem smislu ne bi mogel reči to pa to pa to. Ne, lahko pa rečem nekaj, ne, če hočem nekomu sploh biti v pomoč ali pa v korist, ko trpi pa išče način, kako bi nehal trpeti življenju. Recimo, da je to z odvisnostjo povezano. Najprej mi mora biti ta človek pomemben, se pravi, mi mora biti mar. Brez tega, brez veze. Ne. Da mi bo nekdo ploskal, zato ker sem odličen strokovnjak, ker sem naredil povedal to, rekel ono, pa rekel še nekaj tretjega, pa zraven dal vtis empatičnosti. Ne. Lahko govorim spretne stvari, lahko mi tudi kdo zaploska, pa reče, ampak če meni ni resnično, intimno mar za tega človeka, je za moje pojme brez veze sploh. Ker on začuti to, ne?
Absolutno, in to je nujno potrebno. In nekdo, ki je v taki stiski, kar je mene moja izkušnja tako hitro naučila, vse smo se pogovarjali, nujno sem se mogel počutiti varnega ob ljudeh, ki sem jih sprejel kot sodelavce, recimo na tej poti, ali pa so ljudi, ki želijo mi biti blizu na tej poti. Varnega v najglobljem pomenu besede. Varnega sem se počutil šele takrat, ko sem res iskren. Nas je bilo 15 recimo v skupini, se nisem zmogel vsakim si biti blizu, pa izkoristiti tega, kar mi je imel za ponuditi. Blizu sem lahko bil tistemu, ki sem začutil, da mu je res mar zame, ki ga zanimam, ki sem mu pomemben jaz v svoji celovitosti, se pravi tudi v svoji prihodnosti, v svojem življenju, da to ni larifari, ampak da je to resnično. In jaz mislim, da preden se lotimo neke pomoči, je nujen en moment doslednega preizpraševanja samega sebe, kakšen je moj namen pri tej pomoči, ker če ne bo hitro zmeda, tudi če je neki splošen namen dober, kar verjamem, da pri vseh nas je, takoj večina nas se odloči za dobro, ne za slabo, nekaj bi pomagali, bi dali, bi naredili, ja, valjda, in to je super, ampak stopiti konkretno na eno tako bolj občuteno bližino, neko globljo bližino človeku v veliki stiski, je pa res treba vedeti, kaj želim s tem doseči, pa s kakim motivom to počnem. Potem, ko je temu tako, rabim tudi nekaj poguma, da sem v tisti situaciji skupaj s človekom, ki jo doživlja, pa želi na nek način se rešiti v tej situaciji, razrešiti, napredovati z nje kakorkoli. To so zahtevne situacije, ki niso zahtevne samo za tistega, ki to doživlja. Zahtevne bojo neizogibno tudi za tistega, ki želi biti poleg v tem trenutku. In marsikdaj sem doživel, da so se ljudje prestrašili, ko so ugotovili, da je tvoja frustracija moja frustracija. In da sem sam ravno toliko nemočen v življenju kot ti, samo da v malo drugačnih slikah to doživljamo. In ko se je začelo to spoznanje odpirati, je marsikdo rekel, grem jaz nazaj varno v svoje življenje. Bom rajši neki obči dobrodelnosti ostal, kot pa kaj takega, kar lahko čisto spremem in razumem, ker res nismo v vsakem trenutku vsi v življenju, nimamo niti kompetenc nujno, vedno na voljo svojih, da bi na tak način pristopili. In tako dalje, tako da nihče ne rabi imeti slabe vesti, če ne zmore v nekem trenutku biti blizu, ali pa če je v pomoč samo toliko, da mogoče usmeri nekam, kjer verjame, da pa so ljudje, ki bojo v tem trenutku kompetentni, da lahko ponudijo neko pomoč. Ampak še vedno mislim, da tista osnova, da preveč ne zabluzimo, je pa ta, da mi je res mar, pa da je moj namen in moj motiv povezan intimno s tem človekom, ki mu pristopam. Govorim bolj o teh bolj občutenih pristopih ali pa bolj kompleksnih pristopih, ker tisto, da pač nekomu svetujemo, da naj se obrne po pomoč, to tako vsi vemo, te preproste stvari so nam vsem jasne. Tukaj imajo starši dosti izzivov, ker, kakor si rekel, niso niti kompetentni večino časa za to, nimajo teke izkušnje, ne morejo razumeti, oziroma zelo težko razumejo. Ja. In pa to, kar si rekel, glede tega, da ti je res mar za njega, je mal je tako zelo kočljiva situacija, zato ker dostikrat ti svojo situacijo rešuješ. Absolutno. To, kar on dela, te povzroča bolečino. In to, kar ti hočeš njemu pomagati, v bistvu sebi hočeš pomagati, ker nočeš te bolečine. On je tvoj otrok, recimo. In ta razlika je zelo subtilna, ampak je po moje ključna. Ja. A res njemu pomagaš ali sebi, ker ti je nelagodno? Zdaj že s tem, ko si to opisal na tak način, je mislim, da zelo jasno, koliko je to zahtevna situacija za tistega, ki pristopa kot nekdo, ki bo pomagal. To se zelo, ne bi rad pretiraval, ampak enostavno res ni preprosto se naučiti ločevati seme od plevela v tem
smislu, ne? Kje sem jaz, kje si ti, kaj sploh počnem, kaj sploh zaznavam, ko zaznavam. Tukaj je potem tudi To je ljubezen. filozofija neha biti teorija, ne? Ampak vse postane, tako si rekel, to je ljubezen, ne? Ampak tudi ljubezen je pojem, o katerem zelo malo govorimo, ki ga dostikrat ne razumemo in ga razumemo kot božanje samega sebe, ne pa sočloveka. Ne? To je tako malo izkrivljena je podoba tega, kaj ljubezen je. Ne? Tako. Zelo je taka definitna, recimo do ene osebe, in že to je pogojna. In o tem se tudi veliko govoril, ne, pač ljubezen prava, ne vem, kako bi lahko bila pogojna, ker ljudje se spreminjajo in pol ne moš ti vzeti ljubezni nazaj, pol ni bila prava, ne. Seveda. In to je mogoče najtežja stvar ali pa v življenju, ne, da zares ljubiš nekoga ali pa vse. In še tudi jaz sem varno pristopil zdaj, ne, sem rekel o tem, da ti je res mar, da je tvoj motiv neminovno povezan z svetom človeka, ki mu želiš pomagati z njegovim napredovanjem, recimo, in tako, ampak dejansko, bolj preprosto rečeno, meni, da treba z ljubeznijo in to se težko v šoli naučiš. Pristopiti, tega se težko v šoli naučiš, tega se težko nasplošno naučiš, ker je ljubezen zelo učljiva stvar. Mi imamo ene predstave, prav nasploh še zmede, ta kemija v življenju, in potem je medijsko zelo to popularno, so ljubezenske slike predstavljene in razložene. Ne. Pa to brezpogojno ljubezen, ki si jo omenil, kar treba celo bitje upet, da pride, ja, da pride, da je to postane vedenje, da početje, nekaj, kar s tabo počnem in lahko samo s tabo počnem in ne pogojujem tega z ničemer. To je kar treba, nekaj treninga, no, preden se človek upa toliko približati dušo drugi, pa dovoli, da se dotakne.